Pravkar stojim na pomolu na Kopne, kakšnih 600 metrov stran od Utoje, tega otoka groze in smrti. Idilični kraji so postali mesto nepredstavljive tragedije. Ko se človek znajde tukaj, si še težje vse skupaj predstavlja. Predvsem pa domačini in pa vsi prebivalci tu daleč naokoli in seveda vsi Norvežani dolgo ne bodo pozabili tistega usodnega petka, ko je Anders Behring Breivik pomoril 68 mladenk in mladeničev, članov laboristične mladine. Ravno na ta pomol, na katerem stojim, so se uspeli nekateri rešiti, priplavati. Od tukaj so jim domačini krenili v pomoč, da bi jih rešili pred oselskim klavcem. Skoraj grozljiva tišina je tukaj. Atmosfera je težka, tumorna, saj misli uhajajo v tisti grozljivi petek. Turisti so bližnje kempe in počitniške hišice večinoma zapustili. Domačini, ki tukaj preživljajo svoja poletja in ki so bili priče in da ne rečem tudi udeleženci tistega dneva, ki ga Norveška ne bo nikoli pozabila, pa so se za nekaj časa umaknili v stran ali pa se zadržujejo v lesenih hiškah. Naselje, skozi katerega sem se sprehajal, je opustelo. Srečal sem le 2-3 ljudi, ki pa so rekli, da tistega petka niso bili tukaj in so prišli danes. Nekateri od njih pa pravijo, da so predvsem njihovi znanci in prijatelji tisti petek naredili vse, da bi pomagali mladeničem, kajti policija je zamujala in to grozljivo zamujala. Poskusili smo se seveda pribiti tudi na otok, a Utoja bo še nekaj časa seveda strogo zaprta za javnost. Policija nadaljuje preiskavo. S prostim očesem ravno kar vidim policijska vozila, ki so na obrežju, in pa policijske enote, ki se premikajo po otoku. Okoli otoka patruljira policijski čoln, mini podmornice pa preiskujejo dno. Voda teh trupel še ni vrnila na plano. Na pomolu in drugje na Kopne, odkoder se vidi Utoja, domačini in pa tujci še naprej polagajo cvetje, prižigajo sveče. Preživeli, ki so se uspeli rešiti pred oselskim klavcem, pa so tukaj za svoje prijatelje, ki so umrli, pustili sporočila, risbe, nekatere njihove predmete, plišaste igračke in podobno. Žalost in bolečina iz teh krajev ne bo odšla še dolgo.